Lepo pozdravljene, drage dame in dragi gospodje, hvala, ker ste si vzeli čas in ste nam pridružili na večeru, v katerem bomo slišali ogromno zgodb, obujali spomine, predvsem pa začutili ljubezen do domačih krajev. V rokah imam kronologijo vasi Krnica, knjigo, ki nas bo danes povezala. Unikatno delo, ki ima nepredstavljivo vrednost. Večer bom topal, umirjen in skromen. Kot moj sogovornik, avtor kronologije vasi Krnica, gospod Jože Kosmač. Gospod Jože Kosmač, lep dober večer, želim mi najprej iskrene čestitke ob izidu. Hvala lepa. Najprej bi vse prav lepo pozdravil in se vam zahvalil, da ste se vzeli čas in prišli na predstavitev te knjige. Seveda si pa štejemo čast, da je med nami gospod župan, potem je med nami gospod dr. Marko Mugrli, zgodovinar in kustos muzeja na Jesenicah, avtor številnih razstav in pa tudi publikacij. In pa seveda tudi vsi drugi, tudi pozdravljam avtorja večjih knjig o gorjah in pa bližnje okolice Marjana Zupana in seveda vse ostale. Kronologija vasi Krnica je plod dolgoletnega dela. V prvem delu pogovora bova obujala spomine. Začniva na začetku zgodbe. Povejte mi, gospod Kosmač, zakaj ste se lotili opisovanja vasi in življenja iz minulega stoletja? Kako se je rodila ta ideja? Ta ideja je pravzaprav nastala že prej, bi lahko rekel, ampak predvsem zaradi tega, ker sem imel nekatere vzornike. To recimo med drugim tudi, ki je med nami Marjan Zupan, to je bil Franc Legat iz Zabreznice, ki je žirovniško občino opisal od športa, kulture, spomenikov, arheologije, skratka, tehnična dediščina. In ko sem bil pri njem na obisku, je videl, da me stvari zanimajo, pa me je začel spodbujati. Drugi, ki sem ga tudi imel, pravzaprav nekje ki me je tudi spodbujal, je bil pokojni Vlado Silič z Bleda, ki je prav tako izdal kar precej knjig o Bledu in pa seveda o njegovi rojstni vasi Selo pri Bledu. Vse to in pa seveda tudi vnukinje, ko so delale seminarske naloge, ko smo se pogovarjali o teh temah od nekdanjih časov, vse to seveda so me potem pričelo spodbujati, da sem potlej se lotil tega. Vemo, da je bilo napisanega že kar precej o gorjah, pa v Krnici, v Radovni, in jaz sem to že kar dolga leta zbiral različne izrezke iz časopisov, iz drugih revij in jih hranil. In seveda potem se mi pa zdelo, da bi bilo lepo, če bi vse te razpršene zgodbe oziroma vsebine povezal nekje v celoto. Ne vem, koliko mi je to uspelo. Poskušal sem zajeti čim več vedenja v Krnici. Seveda hotel sem pisati preprosto, poljudno, berljivo, pač zaradi tega, ker sem se spomnil na enega svojih učencev, ko sva sedela tako lepo po pouku in sem ga vprašal, kaj te najbolj tare. Pa je rekel, Sivo grivo moram prebrati, pa obnovo napisati. In ta Siva griva, veste, je kar drobna knjižica, in mu to predstavljalo problem. Tako da recimo nekateri pač malo raje beremo, nekateri pa malo manj radi
Zato sem morda včasih napisal kakšne stvari bolj v telegrafskem stilu. Ne? In če sami boste pa presodili, kako to je. Gospod Kosmač, koliko pa je bilo vloženega dela? Kako je potekalo to iskanje virov pa fotografij? Ja, v tem je bilo kar nekaj let zbiranja tega gradiva. Tako da je to potekalo kar počasi, vendar je počasi napredovalo. Potem, ko sem zbiral to gradivo, seveda sem se posluževal, morda sem preskočila, sem iskal najrazličnejše vire. Sprva so bile to tudi spomenike na pokopališču, ko sem zbiral podatke o posameznih hišah in njihovih prebivalcih nekdanjih. Potem seveda že pred desetletjem je v roko prišla ena knjiga Ženitni oglasi oziroma oklicna knjiga, župnijska oklicna knjiga, in tam sem vse te podatke o teh svojih sorodnikih in pa o svojih sovaščanih, ki so jih poznali, sem jih pač prefotokopiral. In to mi je bilo tudi v korist. Potem sem se poslužil župnijske kronike in se zahvaljujem gospodu župniku Pavliču, ki mi je to omogočil. Potem sem pri nekaterih stvarih, ki mi niso bile jasne, sem pa kar nekajkrat presedel ure na zemljiški knjigi. In tam sem pregledoval te knjige in marsikaj se mi je tam razjasnilo o posameznih družinah oziroma pri posameznih hišah. Seveda pa ne smem pozabiti, seveda tudi svojih pričevalcev. To so bile starejše, ki sem jih včasih obiskal in pogovori nanesel, ne prav z namenom, da bi jih intervjujal. Gospod Marjan Zupan je to posnel, se mi zdi, ker je natančno napisano recimo tiste njihove prepovedi. Jaz sem pa to le zabeležil, včasih šele doma po spominu. A pa je bilo težko najti pričevalce oziroma sogovornike? Ne, sogovornike ni bilo, to so bili sosedje, to so bili znanci, s katerim smo se zelo dobro razumeli, tako da to okrog tega pa nisem imel težav. Se pravi, kar nekaj ljudi pomagalo pri tej vaši ideji, hvala Bogu. Ja, seveda, vsak, ki sem ga karkoli prosil, tudi kasneje, ko sem imel gradivo pripravljeno, ko sem dal v Radovljici stiskati to v spiralni vezavi, še neobdelano, lahko rečemo, oblikovno neobdelano, sem pokazal skoraj polovici teh prebivalcev teh hiš, če so imeli morda kakšno pripombo ali pa če so imeli kakšen dodatek. In sem je seveda za vse tudi hvaležen, če so mi pomagali ali mi kje popravili. Včasih pa človek prepozno zazna oziroma prepozno dobi kakšen podatek, da je že prepozno. Gospod Kosmač, kaj pa ste spoznali pri preverjanju teh podatkov? Marsikaj je bilo drugače kot danes. Ja, seveda. Bilo je veliko drugače. Tako kot sem napisal, da zveni to mladem kot pravljica. Takrat, veste, ko smo mi rasli gor, ko sem bil jaz še otrok, takrat nismo imeli pravzaprav ničesar. Pa tudi nič nismo potrebovali. Nobenih posebnih želja ni bilo. Ni bilo recimo telefonov, ni bilo radija, ni bilo televizije, družili smo se, tudi igrač ni bilo na voljo, sami smo izdelovali igrače, pa smo se družili in smo živeli pravzaprav prav lepo.
Torej imate lepe spomine na življenje na vasi nekoč. Ja, prav gotovo imam lepe spomine, sicer človek potlej se vrača v mladost, a ne, in morda je to zveni kar preveč nostalgično, a ne. Vemo, da na mladosti, ker pač tako je, da človek na srečo lepe spomine ostanejo, ne, slabe pa običajno pozabimo. In prav je tako, a ne? Mislim, da si tole pa zasluži en aplavz. Gospod Jože, a nam mogoče lahko zaupate kakšno anekdoto tako? Včasih, kaj se vam je dogajalo, zgodilo? Ja, je kar nekaj anekdot, tudi na moj račun ena, a ne. Veste, a ne. No, če povemo svojemu staremu očetu, a ne, on je bil za tiste čase, se mi zdi, zelo sodoben, moram reči, ne. In enkrat je nekdo prišel, en tujec, skozi vrata v hišo, ker sta s sinom šivala, ker je bil čevljar, pa je rekel, ne vem, a sem prav prišel. Pa je rekel starata, prav, je rekel, se mi tudi tam hodimo. Ja, včasih je bilo marsikaj drugače, no edino sonce je tisto, ki sveti enako. In soncem nadaljujemo. Sončni dan, skladbo Slavka in Vilka Avsenika slišimo v nadaljevanju v izvedbi učenca glasbene šole Radovljica pod mentorstvom Tomaža Cilenška. Dame in gospodje, z nami je danes harmonikar Miha Mozetič.
danes še vrne med nas, no mi pa se dotaknimo vsebine kronologije vasi Krnica. Gospod Kosmač, če se najprej dotakneva lege in nastanka vasi poselitev. O nastanku vasi sem poskušal, da bi izvedel kaj več. Prve hiše so bile verjetno postavljene že tam v 16. stoletju. Točnih virov pa ni. Vemo, da so tule v Visokogorju, da so rudarili že pred tisočletji. Krnica pa je bila poseljena po mojem vedenju bolj temeljito z razvojem Radovniške Fužine. Ker Radovniška Fužina je potem dajala zaslužek, to se pravi zaslužek tem prebivalcem, ki so bili z večine kajžarji in so morali poleg obdelave zemlje, to se pravi poleg agrarnega dohodka, so morali iskati dodaten zaslužek. Potlej je bilo pa to v gozdovih kot sekači, kot oglarji, kot vozniki, furmani, kot tovorniki. Baje, da je bila prva, to je napisano tudi v knjigi, da je bila pri Kržetu in pa pri Kumšču v Gorjah prva gostilna v Gorjanski fari. In verjetno, ker je bila ta hiša tudi na sredi vasi, je bila to verjetno tudi ena prvih najstarejših hiš, ker te so nastajale tam, potem kasneje ob reki Radovni, ker Krnica leži na neki točki, kjer se križajo poti za Pokljuko, za Radovno, Krmo, preko Mojstrane in potem v Gornjesavsko dolino in pa tudi potem na Laze in pa Prnike. In lega vasi in pa seveda tudi bogata vodnatost kraja je nedvomno prispevala k temu, da so se ljudje priseljevali, ker voda je eden iz življenjsko pomembnih elementov. V Krnici je bilo tam okrog 7 študentov, nekateri so sedaj že poglobljeni takoj, da jih ne vidimo. In vse to je prispevalo k tej poselitvi, po mojem mnenju. Kaj pa hiše in prebivalci? Ja, hiše in prebivalci, prve hiše so postavljali bolj v osrednjem delu, ki je bolj osončen in pa ob reki Radovni. Tam so seveda potem, ko so postavljali oziroma ko so bili mlini in žage, so izkoriščali to vodno energijo. Ostale hiše so bile pa pomaknjene pod hrib ob izvire študentov, zato da je bilo seveda oskrba za gospodinjstvo in pa za potrebe mnogo lažja. Izvedeli ste tudi marsikaj o pomembnih ljudeh. Ja, o pomembnih ljudeh, tudi to je bila ena od osebin naše, moje knjige, da sem hotel predstaviti vse te pomembne ljudi, na katere se mi pa res zdi, da smo lahko ponosni. Če vzamemo na Stari Pokljuki pri Figovcu generala Blaža in pa Janeza, ona dva sta govorila 6 jezikov, bila sta ena najbolj izobraženih generalov v Avstro-Ogrski vojski. In če pomislimo, da je Blaža imenoval cesar Franc Jožef za načelnika generalštaba takratne Avstro-Ogrske, če pomislimo, kakšno veliko področje je takrat obsegala Avstro-Ogrska, to se pravi Madžarsko, Avstrijo, Slovenijo, Češko, Hrvaško, do Bosne, Istro, je to res bi bila ena zelo visoka čast in pa seveda tudi odločitev oziroma kaj ne rečem. In ker se je zdelo potem princu Ferdinandu, da je premalo odločen, da ni pošiljal po nepotrebnem
svoje vojake pred topove oziroma pred krogle, se mu je zdel, da je premehek in ga je potlej po letu pa pol zamenjal s prejšnjim načelnikom, starim načelnikom. Sicer ta dva sta bila rojena v Celovcu, ampak oče njihov je bil prav tako je bil visok vojaški častnik, in po njem sta seveda potlej tudi one dva začela to vojaško kariero. Potem je bil Balohov Joža, to se pravi, to je bil Grinčar, baron Jožef Švegl. On je bil desna roka zunanjemu ministru in je bil eden najvplivnejših diplomatov. Ko ob otvoritvi Sujškega prekopa se je seznanil tudi z cesarjem Franc Jožefom in cesar ga je povabil na pogajanja v Rusijo. Bil pa je zelo delaven, ko je opisoval svoje življenje na ukaz cesarju, je zapisal, da je včasih delal tudi daleč v noč, tako da je ob pisalni mizi dobesedno zaspal in omagal. In tako se je zgodilo tudi potem, da ko je bil potem prišel spor z novim zunanjim ministrom, se je upokojil. Sicer šele pri dobrih 40 letih se je upokojil in takrat so mu že imeli namen dati polovično pokojnino. Vendar se je takrat sam cesar Franc Jožef zavzel, da so mu dali celo pokojnino. On je bil zelo cenjen tudi kot finančni strokovnjak in pa seveda tudi kot prometni. In on je posredoval tudi pri gradnjah železnice do Tržiča, potem pri tej bohinjski železnici in tako naprej, in je bil potlej imenovan za častnega občana številnih mest, kot recimo Tržič, Škofja Loka, Bled in tako naprej. Prav zaradi njegovih zaslug. Zamovčan je bil pa njegov brat, zdravnik, kirurg, ki je bil starejši od njega, ta je bil rojen v Krnici, tudi je bil Josip rojen ker so hišo v Krnici prodali in so kupili hišo v Zgornjih Gorjah, je bil ta Andrej, ki je bil starejši, rojen v Krnici. Pisal je tudi prozo, pisal je znanstvene razprave in bil zelo ugleden, vendar se je pri seciranju poškodoval, urezal in zaradi tega zbolel. In zato je potem svoje delo moral ne prekiniti, ampak šel je potem za zdravnika v Sežano in v Trst. Nazadnje največ zbolel je tako, da je bil umsko izbolel. In zaradi tega so se kar nekako, da ne bi kvaril ugleda Josipu Šveglu, so ga nekako držali potem nazadnje nekje bolj na tihem ob strani. Na koncu je potem umrl na Dunaju, predvsej prej je tam na sredi njegove kariere, je bil imenovan za profesorja anatomije v Pragi. Ker takrat se vemo, da so študirali naši pomembni ljudje ali na Dunaju ali pa v Pragi, in seveda potlej ni bil več sposoben, da bi to profesorsko funkcijo sprejel. In potlej je nazadnje seveda umrl, končal v bolnici, psihiatrični bolnici. Potem so pa seveda še drugi, ki so pisali v Gorjah, to sta bili recimo Anton Kocijan, Češdurgel, ki je tudi
zelo zanimivo knjigo, recimo Požgana Radovna ali pa Stara Pokljuka, in če jo kdo še ni prebral, jo kar priporočamo branje, je zelo zanimivo branje. Noter je tudi njegov opis, on je bil godbenik, glasbenik, je imel risarski dar. Spomnim se v Kotu, da je narisal, je bilo na stenah tega hleva, če tako rečemo, ali pa svisli, je bila zelo zanimiva podoba enih avstrijskih vojakov na konju. To je bilo njegovo delo, žal tega ni več, pa da sem tudi jaz nisem to fotografiral takrat. To mi je kar žal. Potem naslednji je pa tudi Tone Polda, ki je bil pa zelo nesrečen. On je bil velik ljubitelj gori, krnice, in on je napisal knjigo Moja krnica. Tam noter je veliko povesti, prav zanimivih, morda se boste še kakšnega potem spomnili, in je pisal nekako v slogu, kot je pisala recimo Jalen ali pa Finžgar, to se pravi zelo, zelo preljudno. Žal so pa okoliščine ga pripeljale, da je bil potem na Dolenjskem in je potlej po vojni nesrečno končal. Ja, ogromno veste, ogromno, gospod Kosmač. Še kakšen aplavz, takole vmes, gospod Živanje. Dotaknili ste se tudi kulturnih in naravnih znamenitosti. Kaj lahko poveste o tem? Ja, mislim, da pravzaprav ležimo, oziroma da so gorje čudovite. Moramo biti ponosni na nje, veste, pa moramo vedeti, da živimo pravzaprav v raju, to, kar je napisal dr. France Prešeren, da ni lepšega kraja, kot je zakoljšna ta podoba raja. In mislim, da je res tako, kot tudi Cankar napisal v Kurentu, da je Bogu ostalo prgišče lepot v roke in jih je razmetal vse po Sloveniji, od zahoda do juga. In te lepote sem hotel tudi nekako predstaviti. Leta 1929 so v Gorjah ustanovili podružnico Slovenskega planinskega društva in takrat so bili zelo, zelo zagnani. Resnično, jaz imam veliko spoštovanje do njih, ker že naslednjo leto so zgradili 2 pristopne poti do Pokluške soteske oziroma do Pokluške luknje in potem naredili galerije preko neprehodne stene, do takrat neprehodne stene, in s tem povezali Ribjo dolino z Mrzlim Studencem, s Pokljuko in pa tudi s Triglavom. In to je bila ena najkrajših poti iz Gorij na Triglav. Takrat so naredili 2 pristopne poti. Ena gre po Soteski, to se pravi ob Ribščici, ob potoku Ribščica, druga je pa šla z vrh Rač, tam preden se spustimo v Jelo, je šla levo, potem v Bronku pol in se je parkrat uspela in je prišla na prvi vrtec, kot ga je imenoval Badjura, na Kobalov rod. To je Kapuzmanov rod, so tudi rekli. To je najširši del, tam se Soteska razširi. V mojem otroštvu je bil tam še Senik, je bila to lepo obdelana travnata površina in rod je bil, ki so ga vsako leto pokosili, in jaz se spomnim, kako je bil spomladi maja res kar pokrit z temi pogačicami z rumenimi. Kasneje, ko se je košnja opustila, je pa ta rod prerasel, gost, in seveda travna ruša je propadla in voda, ki se je prej brez škode razlivala po ruši, ni imela razdiralne moči, je seveda zdaj urezala svojo pot. Tako da je ta podoba, se mi zdi, kar veliko
slabša, kot je bila v mojem otroštvu. In zdi se mi pa, da je ta Pokluška soteska izredno zanimiva, lepa in če gremo recimo v maju noter, je res čudovit mir, ali pa poleti hlad in se res človek lahko prav odpočije, če tako rečem. Potem druga znamenitost je pa tudi, še to bom povedal, da istega leta so pa potem naredili tudi, ker je bila takrat gorjanska občina je obsegala tudi Dobravo in pa Podmežaklo, to se pravi do Hermanovega mosta, in takrat so zgradili potlej tudi pristopno stezo do okamenjele Babe nad Poljanah. In če pomislimo, da so to naredili takrat te brez plačila, prostovoljno, lahko rečem, da zaslužijo res en poklon. Potem druga je pa Šimnova jama, to je pa odkril Simon Zima po naključju, ker je šel preko Kočevnika proti Srednjemu vrhu, in tam nekje je videl, da nekje trava, pa je mislil, da je skočil zajec, pa je šel pogledati, pa videl, da nekaj piha ven, a veste, in ta trava se je spreminjala, se je gibala zaradi tega zraka in seveda potem so pa kasneje ljubitelji jamarji, ki so že prej ustanovili pri Planinskem društvu Gorje svojo jamarsko sekcijo, so hodili recimo v jamo pod Babjim zobom in pa kje drugje, so pa vhod razširili toliko, da so se lahko noter spustili in jamo delno raziskali. No in danes je da jama kar seveda, ker takrat so naredili lesene lestve in so mislili, da bodo to tudi, kako ne rečem, kot turistično zanimivost, so jo hoteli predstaviti podobno kot Pokluško sotesko oziroma galerije takratne, galerije Kraljeviča Andreja, tako so hoteli tudi, da bi to služilo kot turizmu in so bile lestve lesene, danes je pa možno spust noter le samo po vrvni tehniki. Žal je bilo takrat tudi tako, da so se našli tudi nekateri jamarji, morda v narekovaj, neosveščeni, in so lomili te kapnike. In še tega največjega, ki je bil noter, Gorjanca, je menda nekdo odlomil. Spomnim se še, da so nekatere hiški so na svojih balkonah oziroma imeli te kapnike postavljene v kras. Žal. Ja, izjemno, v kako lepem kraju živimo. Pri prebiranju knjige sem pa naletela na izjemne fotografije. Povejte mi, gospod Kosmač, so vse vaše? Večina, okrog 125 fotografij je mojih. Ostale fotografije, ki pa niso moje, so pa podnaslovljene. Meni se je zdelo to mimo, da bi se pod vsako fotografijo sam podpisal oziroma da bi jo označil kot svojo. Tako da povem, da so večina teh fotografij, seveda fotografija pa tudi eden od mojih hobijev, če tako rečem. In potrudil sem se, kolikor sem se pač sami precenili, koliko mi je uspelo, da sem te fotografije naredil krnico v različnih letnih časih in pa tudi hiše sem hotel. Žal mi je, da nisem že prej začel, recimo, preden so hiše pričeli obnavljati. Koliko bi bilo zanimivih tistih vzorcev, značilnih za krnico, recimo po gankih, ki jih danes ni več. Uspelo mi je zdaj še nekaj fotografirati pred leti, to je že zdaj 10 let od tega, ko sem pa res šel okrog in sem fotografiral line, te line na skrbnih in pa tiste okrasje. Žal, marsikaj vide. Hotel sem tudi narediti fotografijo recimo na Kurjeve hiše na Hotunah ali pa Brnkarjeve hiše na Zabreznem, pa žal sem se zavedel, jih ni bilo več. Žal. No, omenili ste hiše.
Tudi arhitektura hiš in pa notranja oprema včasih. Vse to je imelo oziroma ima še vedno nek svoj čar. Ja, prav gotovo. No, od teh sem hotel, sicer to niso moje fotografije, to so fotografije od fotografov, ki so fotografirali za revijo Hiše, a ne, recimo Luka Vidic. Sem uporabil tudi njihove fotografije, seveda z dovoljenjem in privoljenjem, a ne. In sem hotel noter ker slika včasih pove več kot 1000 besed, a ne. Takrat, ko sem bil jaz otrok, takrat so bile hiše izredno preproste, a veste. Ko se je prišel v hišo, je bila kmečka peč, ob vratih, nasproti, diagonalno je bila miza in bobkov kot, vse naokrog so bile pa klopi. In tiste klopi so služile kot odlagalne površine, kot zasedeti, da so ljudje tudi lahko počili na njih in tako naprej. Ne. Vse to sem hotel s tistem pokazati. Ne. Oprema je bila skromna, tam ni bilo nobenih kavčev, nobenih recimo divanov in tako naprej. A ne. Skratka, sedišča so bile trda, a ne. Bili so seveda tudi različni stoli, to ne bom rekel, a ne. In v okolici seveda hiše so pa imele lepo obliko in so zanimive. Prav zaradi tega me je to privlačilo, ker se mi zdi, da so bile z izrednim občutkom komponirane v krajino. Res. In kako so znali vsako brežino, vsako stvar izkoristiti za recimo dovoz na skedenj ali kakorkoli že, a ne, ali dostop do vode, ali skratka, res zanimivo in to sem hotel tudi v svojih knjigah povedati, a ne. Naredil sem večino fotografij z namenom, da se ohrani vsaj sedanje stanje, ker vemo, da se spreminja. Dober opazovalec bo morda videl tudi, da je po nekaterih starih fotografijah bo videl, kakšne so bile hiše nekoč. Žal so nekatere bile popravljene na slabše. Torej so izgubile nek čar. Prosim? Da so izgubile nek čar. Ja, sigurno so izgubili svoj čar, marsikatera, ne. Nekatere so bile prav res izjemno lepe. Izjemno lepe, zdaj prav lepe ohranjene so še recimo tale Mavrnova hiša v Krnici, a ne, ki je lastnik Hribar, ki mu je izreden, on je bil tudi fotograf in je marsikaj zabeležil in je z izrednim občutkom to hišo popravil. A ne, trajala je kar nekaj let, vendar je bil izjemno zadovoljen in vesel. Je rekel, da je bila vedno njegova želja, da bi bil v taki hiši, a ne. Notranjščino je v glavnem, te glavne prostore, kot je hiša, je pustil star lesen nizek strop, pustil je kmečke peči, skratka, vse je pustil, staro obnovo je samo črno kuhinjo in pa posodobo oziroma v tem bivšem delu hleva in naredil sanitarije in tako naprej, da sta ženo potem lahko bivala na udoben način. Gospod Kosmač, kaj pa krniške litanije? A so morda še kje zapisane? To bi pa rad vedel, če kdo od vas navzočih kaj več ve. Jaz sem poskušal te krniške litanije, ne vem, je kdo že slišal zanje. Roke ne vidim. A veste, jaz sem pri Vrtcu, a ne, je bil lastnik prejšnje lastnice žene, oče, je bil kar tak razgledan mož, moram reči, in je pisal zapiske. Jaz sem nagovarjal ženo oziroma hčerko sem nagovarjal, da bi mi dala te zapiske. Dala mi je nekaj fotografij, dala mi je eno pismo
vendar tistih zapiskov pa nikakor jih je kar nekako skrivala. Je rekla, se so tako bolj pisali, kaj so delali. Ampak meni se zdi, da je bilo tudi kaj napisanega o kakšnem dogodku v Krnici. Krniške letanije, kot sem slišal, so pa na šaljiv, morda včasih tudi zbadljiv način se sprehajale v verzih od hiše do hiše. In seveda bi bil zelo vesel, če bi to kje lahko dobil. Morda je kje, ne vem, meni ni uspelo. Morda pa nekoč uspe, držimo pesti. Morda. Ja. Kako pa je bilo z delitvijo Gmajne? Ja, delitev Gmajne leta 1892 je bilo kar en pomemben, če lahko rečemo, dogodek za vaščane, ker takrat so Gmajno razdelili, recimo naša hiša je imela bolj malo obhišnega sveta in tudi potem pri tej Gmajni, ki je bila okoli hiše, tam okrog, je vsak imel pravico posaditi sadno drevo in to tudi uživati. To je bila njegova lastnina, čeprav je raslo na Srenskem svetu. In takrat, ko so delili to Srensko Gmajno, bi lahko videli, če pogledamo današnjo parcelacijo, da so kmetje, tisti, ki so bili bolj premožni, so dobili več in boljšo zemljo. Ostali kajžarji so pa dobili manjše parcele, pa tudi, lahko rečem, slabše kvalitete. Pri nas vem, da namesto bi na Račah dobili eno njivo, smo dobili v Grabnah en prt. In stric je rekel, da je to še odškodbano, tako kot je bilo reči, recimo lastnina je odškodbana, tam je bilo včasih majhen travnik, taka jasa, Ja, seveda je pa, ne smemo misliti pa, ponekod so jo razdelili, krniško področje je bilo razdeljeno med Vaščane gori, Krnice, Viševnice, Mevkša. In tako imamo tudi recimo še danes te parcele, recimo po levem bregu Radone, je kar precej parcel, še vedno so lastnike iz Mevkša ali pa z Viševnice, Gorjance smo pa dobili, oziroma Krničani so pa dobili ta področja, kjer so njive, okoli krniških pol. Seveda pa ta delitev to ni bilo zastonj, veste, to so morali plačati in je, recimo v povprečju je bilo to za celo, je bilo okoli 12 goldinarjev, v Krnici je pa večina dobila 1/3 deleže, če primerjamo to z lastništvom Kranjske doline, so bili bolj, lahko rečem, pretežno kajžarji, pri Žagarju recimo so imeli polovično, ostali pa skoraj vsi tretjinsko pravico. No, ampak to so morali odplačati. In kot sem rekel, da je bilo to 12 goldinarjev cela, skoraj 4 goldinarje pa tretjinska. In to je pripeljalo tudi do tega, da so nekateri ljudje tudi obubožali oziroma niso mogli plačevati teh dajatev oziroma teh svoboščin in so se potlej tudi pričeli seljevati ali v Ameriko ali pa na zahod, v Francijo, v Nemčijo, v rudnike ali pa kam drugam. Dotaknili pa ste se tudi potresov in poplav? Ja, potresa sem se pa pravzaprav lotil in tole moram reči, da je bil eden od ki je pregledoval recenzent Janko Rožič, arhitekt in urbanist, katerega mnenje zelo spoštujem njegovo široko znanje, strokovno in pa splošno znanje, moram reči. In sem mu hvaležen, da bi na nekatere stvari tudi opozoril. Ja, to sem napisal zaradi tega, ker je bilo to obdobje izredno težavno za prebivalce.
V tem obdobju je namreč razsajala kuga, vrstili so se turški upadi in tudi lakota in zaradi tega seveda je prišlo do kmečkih uporov, starih pravd. So rekli za staro pravdo, ker hoteli so imeti, ker fevdalci so jim te pravice, kot so bili prej kmetje, tudi recimo svobodnaki, so jim te pravice kar pričeli kratiti. In takrat svobodnakov kmetov je bilo zelo malo oziroma nič verjetno. Ne? Ja, in dotaknil sem se pa zaradi tega, ker je takrat povezano z nastankom zaselkov Zatrnik in pa Pokluka. A ne? Ker takrat vsi tisti, mi vemo, da so ti kmečki upori, da so izbruhnili na večjih krajih, da so bili mogočni, poznamo zgodbo o Matiju Gubcu, ki so ga nazadnje kronali v Zagrebu, a ne žarečo krono, in so te upore zatrli in kaznovali kmete, ki jih je bilo takrat še 80%, ostali so bili pa fevdalci in pa meščani, in so jih kaznovali z puntarskim novčičem. Oni so morali plačevati neko kazen, a ne? In takrat je omenjeno, da za Trniku niso bili dolžni plačevati tega puntarskega novčiča, a ne? Ker je verjetno za Trnik takrat sovpadal, da je nastank Pokluke in pa stare Pokluke in pa Zatrnika iz tega obdobja. No, tudi kuga je takrat vladala in na stare Pokluke je bil en graščinski nadzornik nad gozdovi, Bobek, ki je stanoval na Bledu pri Flegariji in se je baje umaknil pred kugo in se je umaknil na Pokluko in je tam potlej zgradil na pomolu, na končnem pomolu pustovo hišo, pustovo kmetijo in se potlej ni več na Bled vrnil. In je bil pravzaprav začetnik, lahko rečem, teh naseljencev na stari Pokluki. Ja, tudi kmečke upore ste lepo opisali. Na en tak lep izlet v spomine ste nas popeljali, no z izletom pa tudi nadaljujemo. Če ste za, seveda. Tokrat vas povabiva na izlet s harmoniko, naš vodič pa bo harmonikar Miha Mozetič. Thank you.
Ja, dovolite, da se lepo zahvalim Mihu za lepo popestritev današnjega večera. Harmonika je pač inštrument, ki je meni zelo ljub. Namreč, zakaj? Zato, ker so bili moji sorodniki harmonikaški. A veste, moj oče je imel harmoniko, ki je pa redko raztegnil, ker ni imel razloga za veselje, ki je preveč. Ne? Njegov brat, Bišček iz Radovne, je včasih igral pri Psnaku v gostilni za ples, stric na Jesenicah je igral citre, potem harmoniko in pa zraven se je še z berdo spremljal. Je priredil tako, da je na berdo ritem dajal z nogami. Potem je teta Mina na Viševnici, ona so rekli, sem slišal, da je že kot 6-7-letna punčka še harmonike držati ni mogla v rokah, da je harmonika bila na klopi in je vlekla meh gor in dol in igrala. Ona je rekla, da če muzikant sliši vižo 2-krat, 3-krat, jo mora znati zaigrati. Tudi njena hči Silva je dobro obvladala harmoniko. Potem je bil pa še moj bratranc Krista Štorakelnov, ki je igral pri blejski folklori kar vrsto let. Tako da imam en tak, lahko rečem, da prijazen občutek do harmonike. Sicer so igrali na frajtonarce, ne na te. Ja, harmonika pač mora biti, a ne? Tako je. Miha, hvala lepa še enkrat. Malo katera vas, bom rekla, se lahko pohvali s projektom, o katerem smo govorili danes. Gospod Jože, a bi vi mogoče na koncu še kaj dodali? Na koncu bi se seveda zahvalil za pozornost. Zahvalil bi se vsem gospodu dr. Marku Mugerleju, ki se je vzel čas in me je kar na marsikaj upozoril pri zgodovinskih delih oziroma pri Fužini v Radovni. Hvaležen sem seveda vsem, ki ste mi dali gradivo. Tole je bil recimo Žagarjev Tomaž, mi je dal gradivo o svojih prednikih, svojih sorodnikih, župnikih in pa seveda tudi o prvem slovenskem deželnem glavarju Josipu Poklukarju, ki ga je nadomestil potem. To je bil prvi Slovenc, ki je bil deželni glavar slovenski, in je nadomestil potem grofa Turna, ljubljanskega grofa Turna. Potem se je poročil z gospo, takrat je bil izdeloval tudi v krogu, on je bil pravnik, študiral je na Dunaju, in potlej seveda je po Blajvajsevi smrti je on nadaljeval in izdajal tudi te rokodelske kmečke novice. Zahvalil bi se vsem, tule žal 3 že pokojne, ki so jih omenjene zadaj v knjigi. Zahvalil bi se Postojnarjevim 2, Heleni in Cilki, ki sta mi dali nekatera gradiva bolj podrobna. Potem seveda vsem, zahvalil bi se tudi seveda vnukinjama Neži za vzpodbudo in pa pomoč, Urši za lektoriranje knjige. Zahvalil bi se seveda vsem domačim, ki so imeli potrpljenje z menoj, ko sem zbiral to gradivo. Marsikdaj je bila morebiti žena prikrajšana, da sicer sem veliko, največkrat pisal tudi oziroma zbiral to ob nedeljah ali pa večerih, da bi čim manj nekako to življenje ali pa delo trpelo. Res, morda sem zdaj, ne vem, marsikoga pozabil, pa se opravičujem.
res iskrena hvala vsem za vso pomoč. Seveda najlepše se pa zahvaljujem gospodu županu za razumevanje, tokrat že drugič, prvič ob otvoritvi pred 10 leti Čebelarske poti, drugič pa sedaj ob izdaji te knjige in pa seveda zahvaljujem se tudi svetnikom prejšnjega in sedanjega sklica, ki so omogočili izdajo te knjige v taki obliki, kot je. Zahvalil bi se tudi podjetju Antus, zares se mi zdi, da lepo stiskano knjigo in seveda oblikovalcu Dejanu Krničarju, ki se žal je zbolel, se tega ni mogel udeležiti in sem mu zelo hvaležen, ker se je izredno potrudil, da je tudi lepo uskladil tekst s fotografijami. Moram reči, da sva dobro sodelovala. Jaz sem bil morebiti majčken zahteven, ker sem pač, lahko rečem, eno leto poslušal predavanje tudi profesorja v Ljubljani, to je bil arhitekt in je potem še dokončal to kiparsko akademijo, to se pravi likovno akademijo, in je po njem, to je bil Jože, oprostite, ta trenutek se res ne morem spomniti, in se po njem imenujejo danes vsakoletne nagrade za uporabno grafiko. Ja, gospod Kosmač, gore so lahko ponosne na vas in vi ste lahko ponosni sam nase in na ta izdelek, ki nam ga danes predstavljate. Hvala lepa. Sedaj vas pa vse povabim, da ostanete še. Gospod Kosmač, nisva si še zaključila, se upravičujem. Malo boste še z mano trpel, aj prav? Na oder bova sedaj povabila še župana občine Gorje, gospod Peter Torkar, vabljeni k besedi. Drage občanke, spoštovani občani, spoštovani visoki gostje, naš dragi častni občan Jože Kosmač. Velika večina vas je tukaj v dvorani, da ste bili deležni njegove pozornosti kot učitelja likovne vzgoje in tehnike. No in tisti, ki smo se pa želeli še učiti modelarstva, smo se pa tudi teh veščin lahko učili od gospoda Jožeta. Poznamo te kot zelo umirjenega človeka, čeprav takrat, ko smo bili še otroci, smo bili hudomušni, pa če se nazaj zdaj spomnim, je gospod Jože imel res močne živce, da je vse skupaj to prenesel. Tako da, hvala gospod Jože. Z gospodom Jožetom je debata, kot smo danes vsi skupaj v dvorani slišali, vedno zelo bogata in vedno se veselim, ko se Jože najavi, pokliče in reče: Peter, lahko pridem majčkeno na obisk, včasih pride na obisk na občino, včasih pa kar v mojo delavnico, tako da še rekel razvoj tehnike majčkeno pogledava, a ne? Z vsemi temi opisi, fotografijami, za vso njegovo zbirko me je še pred COVID-om, to je bilo, mislim, da okrog leta 2018, me je navdušil, ko je imel spete liste, skopirane, in ko sem jaz to prebral, sem rekel: gospod Jože, kako bi pa to bilo, če bi pa prišlo to do ene take oblike, da bi lahko ljudje to lahko v roke vzeli, pa ne samo par ljudi, ampak kar vsi, a ne? No in takrat je nastala ideja, da bi pravzaprav šli v oblikovanje, v tisk take knjige, in jaz mislim, da je prav, in tako smo že začeli od začetka, naj Jožetovo delo združuje, naj bo ta
knjiga Naš vezni člen. In ta vezni člen bo zdaj tudi dopolnil tudi Gorjansko kroniko, ki smo se jo tudi lotili v letošnjem letu s pomočjo Fakultete za zgodovino v Ljubljani in danes imamo tudi predstavnika iz fakultete gospoda Božidarja in na prav poseben datum, ker je prestopno leto, 29. februarja, bomo tudi začeli zbirati, sam tako, da boste vedeli, podatke, torej zgodovinska dejstva iz naše občine, da bo nastala podobna kronika za kompletno območje občine Gorje. Hvala gospe Urši, moji prijateljici, njen glas večkrat slišite, manjkrat jo vidite, jaz jo sicer vidim vsake 14 dni iz Radia Gorenc, ko je danes današnji večer lepo zmoderirala in hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da se je današnji večer odvil tako, kot se je. Ker pa se je Jože želel zahvaliti vsem, ki ste danes prisotni in ko vas to zanima, pa sva sklenila, da na današnji večer, ko predstavimo knjigo, da je lahko vsak, ki je prišel, deležen brezplačnega izvoda, tudi sicer je brezplačen. Tako da tisti, ki si te knjige želi, jo bo lahko tudi prejel ali pri Jožetu ali pa pri nas na občini. Na zadnje pa sva še včeraj zvečer oba mečken v tremi in pričakovanjih, kako bo današnji večer izgledal, sva tudi določila, kakšen bo zaključen obrok, tako da nikamor ne hitite, pot imamo vsi enako dolgo do doma, predvsem je pa varno priti domov naš cilj, zato da bomo pa to storili, se moramo pa majhen podpreti in se z Jožem sklenila, da Joža zagotovi med od njegovih čebel, jaz pa spečem domač kruh, tako da je še topel. Tako med kot kruh. Jaz bi se prav lepo zahvalil županu za pozornost in pa seveda za vse, za ta trud. Ne vem, prav neprijetno mi je, ko je bila izdana tudi lepa monografija v občini Gorje, takrat so bili covidni časi in takega druženja ni bilo mogoče izpeljati, a ne, in prav škoda. In se mi zdi kar nekako, da sem bil deležen takele pozornosti. Hvala županu tudi za napisan uvodnik v knjigi, ki je pa tudi se mi zdi kar preveč lepo in ne vem. Zahvalil bi se seveda gospodu Flajšmanu tole za snemanje in pa za sodelovanje, gospe voditeljici Urški seveda za prijazno in lepo vodenje, najlepša hvala. Vas vse pa povabim, da se ostanete še tule v dvorani, da se podružite. Žena in pa tudi naši bližje, sin Peter, so poskrbeli, da se boste posladkali, da popijete, pogledate morda knjigo, pokomentirate, mi poveste kakšno pripombo in vam želim seveda hvala za obisk vsem in vsem vse dobro. Če to ne rečem, gospe Urški pa tudi
da bom še jaz poleg rožice še jaz dal neko praktično darilo in prav tako tudi seveda Mihu, harmonikarju Mihu. Hvala lepa, hvala lepa. Ja, jaz pa za konec samo še rečem, kako že pravijo, najlepše stvari v življenju niso stvari. So ljudje, ki jih imamo radi, je kraj, v katerem živimo in so spomini, ki smo jih ustvarili skupaj. Gospod Jože, hvala lepa še enkrat za pogovor, za spomine na minule čase in za delo, ki ima nepredstavljivo vrednost. Hvala za vašo toplino, hvala za vašo ljubezen do domačih krajev. Verjamem, da ste in še boste s tole knjigo marsikomu narisali nasmeh na obraz. Hvala vam. Tako, sedaj pa, kot je gospod Jože že omenil, vabljeni k prigrizku in da kakšno rečemo, a ne v gorjah to rad.